Leta 2002 je bil sprejet zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika, ki gluhim daje pravico do uporabe znakovnega jezika v vseh postopkih pred javnimi ustanovami ter v vseh drugih življenjskih situacijah, kjer bi gluhota pomenila oviro pri zadovoljevanju potreb. Na posvetu organizacij Zavoda Združenja tolmačev za slovenski znakovni jezik je strokovna in gluha javnost ugotavljala, kako je z realizacijo pravice do tolmača po 10 letih od sprejema zakona. Na kongresu ustanovile Svetovno federacijo gluhih. Pravico do izobraževanja v svojem jeziku. Prav zahtevajo gluhih. 5-dnevne seminarje učenja kretalnega govora. Ta termin smo namreč takrat uporabljali. Gostovanski posvet z mednarodno udeležbo o problematiki totalne komunikacije v Ljubljani. Zahtevo po uvajanju kretnje v življenje so postavljali gluhi sami. To je bil njihov materin jezik in oni so se med seboj sporazumevali s kretnjo. Ko sem kasneje prišel delati na zvezo, konec 70-ih let, je bila stroka izrazito proti kretnji. Ni bila naklonjena, uporabljali so verbotonalno metodo in prvič se je kretnja videla v javnosti ravno v oddaji Prisluhnimo tišini. Takrat je bilo to pravzaprav veliko presenečenje, tako za slišečo javnost, stroko. Gluhi so bili pa izjemno srečni in zadovoljni. Iz te želje, potrebe, ki so jo izražali, smo se na zvezi odločili in začeli organizirati 2-krat letno 5-dnevne seminarje gestikulacije, kjer je bila rdeča nit učenje znakovnega jezika. V tem znakovnem jeziku sta bile prve učiteljice Mary Moderndorfer in Ljubica Podboršek. V svetu je bila pravica do tolmača in zagotavljanje zadostnega števila tolmačev. Potrebno jih je bilo zbrati, poenotiti, kar je pomenilo prve zametke današnjemu
Prelomen trenutek je nastal leta 1986, ko je zveza skupaj z Jugoslovansko zvezo organizirala posvet, na katerem je sodelovalo blizu 500 strokovnjakov iz cele Jugoslavije, iz Anglije, Združenih držav Amerike, Italije, Danske, Nemčije. In na tem posvetu sta bila tudi takrat prisotna predsednik Svetovne zveze gluhih Dragutin Vukotić in predsednik Svetovne organizacije naglušnih Christopher Shaw. Takrat je prišlo tudi do velikega soočenja v strokovnih krogih, kjer je dr. Guberina bil proti Kretnji, za Kretno pa sta bila takrat strokovnjaka iz Hrvaške dr. Zvonko Juras in iz Beograda dr. Ljubomir Savić. Ta kongres je nastal na pobudo UNESCO-ve publikacije, ki je nastala leta 1985 o tako imenovani totalni komunikaciji, ki je vključevala Kretno, in ta kongres je sprejel vrsto sklepov, ki so kasneje pripeljali do zakona o znakovnem jeziku. Tako da v tistem času, ko smo pisali besedilo zakona, je bilo opravljeno res veliko, ogromno nekega trdega dela, ogromno prebiranja zakonodaje, ker preprosto nikjer v nobeni državi nismo zasledili zakona, ki bi zajemal vse te zelo pomembne segmente iz življenja in dela gluhih. Se pravi, da bi v enem zakonu imeli priznano pravico do uporabe svojega jezika, da bi to pravico lahko uresničevali s tolmačem, da bi se priznal poklic tolmača in seveda, da se naloži obveznost tem javnim inštitucijam za zagotavljanje pravice do tolmača in pa seveda, da prevzamejo finančno obveznost. Mi smo takrat pregledali zelo, zelo veliko te zakonodaje, ki je bila takrat sprejeta v različnih evropskih državah, zgledovali smo se tudi po Ameriki, po Aziji, ampak žal noben od teh zakonov ni prinašal vse to troje, kar prinaša naš zakon. In zagotovo menim, da je eden izmed boljših zakonov, ki dejansko pomeni uresničevanje človekovih pravic in pa svoboščin, za katere so se pa gluhe osebe skozi zgodovino borile. Smo začeli. Pri pripravi zakona smo želeli zaobjeti čim več segmentov, ki bi dejansko pomenili enakopravno kje lahko kakšen napredek še doseže. Tudi financiranje invalidskih dejavnosti, tako institucionalnih kot društvenih, mora biti stabilno. Pred 10 leti, ko je bil ta zakon sprejet, se moramo kar pohvaliti, je bila pravzaprav Slovenija šele 25. država na svetu, ki je pravzaprav sprejemala tak zakon in ki je priznala znakovni jezik, slovenski znakovni jezik, kot naravni jezik gluhih oseb. V tem obdobju seveda so implementacije zakona, so bili veliki napredki, pa ostale so tudi nekateri problemi, nekatere težave. Vrhovno sodišče vendarle izdalo sklep, s katerim se ta problem sistemsko rešuje, moramo reči. In mogoče naivno smo tudi pričakovali, a veste, da bo zakon pač kar začel delovati v praksi. Ampak zelo, zelo hitro smo naleteli na ovire. Recimo najbolj taki eklatantni primeri so bili, ko so gluhi želeli imeti tolmača pri zdravniku. Takrat se je zgodil nepopisni revolt strani zdravstvenega osebja. Saj mi ne potrebujemo tolmača, saj mi razumemo gluho osebo. Popolnoma zasukan vidik
kaj naj bi zakon prinašal. In nemalokrat smo bili v tej vlogi, da smo morali pojasnjevati, da zakon ni namenjen njim, da pravica do tolmača ni za zdravnike, za zdravstveno osebje, za sodnike, ampak je pravica do tolmača za gluhe, zato da gluhi njih razumejo, kaj jim govorijo. Mi smo torej ob sprejemu zakona ugotovili, da je potrebno javnost osveščati, da je potrebno ogromno neke energije vložiti v to, da bodo ti organi, ki so dolžni zagotoviti pravico do tolmača, zakon razumeli, ga sprejeli in tudi začeli izvajati. Da pa gluhi to rabijo in da potrebujejo, da jim marsikatera zadeva v življenju in delu ni dostopna, je dokaz tudi ta naš klicni center za osebe z okvaro sluha. Tukaj imamo 376 uporabnikov, ki so dobesedno s tako naklonjenostjo zagrabili ta klicni center, ker so ugotovili, da veliko stvari lahko v narekovajih opravijo iz naslonjača. Res, žal mi je, da ta zakon na področju izobraževanja, ki je najbolj pomembno področje za delo in življenja posameznega, slehernega državljana v naši republiki, nikakor ne zaživi. Nikakor. Pri nas imamo fakultete, ki preprosto ne razumejo, kaj pomeni pravica do tolmača. Zavračati pravico do tolmača z argumentom, tolmači pa niso toliko usposobljeni, da bi lahko tako zahtevne vsebine prevajali. Glejte, to lahko izgovori samo nekdo, ki ne pozna tega področja. Samo to. Res pa je, da žal se vrtimo v nekem začaranem krogu. Zato, ker Ministrstvo za visoko šolstvo v prejšnji sestavi nam je dalo prav, je dalo okrožnico, da ta pravica mora zaživeti, da morajo nositi stroške. Seveda fakultete se zgovarjajo na univerzo, univerza na ministrstvo, se pravi, problem je samo v denarju. Se strani institucij. Gre ta trend, je prepočasen. Mi razumemo, da je to temeljna človekova pravica gluhih za uporabo, za vključevanje v družbeno življenje, zato seveda nimamo nobenega namena okrniti vavčerjev, pravzaprav mi izdamo toliko vavčerjev, kolikor pravzaprav dobimo zahtev in tako bo tudi v prihodnje. Danes smo slišali še kar nekaj problemov, ki nas čakajo za razrešitev.
Ne bom tukaj,